bomo to tvegali. Bomo kar točni, zaprav danes hvala za udeležbo, tudi smo v bistvu nas prosili, da se udeležite te novinarske konference, prav zato, ker zaznamo čez dalje večji prekomejni vpliv oglaševanja in tudi v bistvu posledice, ki jih to prenaša. Tako da uvodoma bomo kar prosili podpredsednika zbornice in predsednika odbora za zdravstvo, dr. Pavloviča, da poda nekaj uvodnih izjav. Za vse, ki pa spremljate to preko Zooma, pa vas tudi prosim, da vprašanja pišete v chat, pa bomo pol na koncu, bom jaz prebral, pa bomo probali odgovoriti. Tako da, dr. Pavlovič, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni in hvala lepa za tako veliko udeležbo. Pri Zdravniški zbornici Slovenije smo se odločili, da pravzaprav spregovorimo predvsem o škodljivi ureditvi zdravstvenega sistema, v katerega so pahnjeni pacienti, ki pri nas ne morejo priti do zdravstvene storitve. Ta svobodna pravica pravzaprav pacienta po čezmejnem zdravstvenem varstvu je odličen mehanizem, kako omogočiti ljudem, da pridejo v Evropi povsod do nekega univerzalnega zdravstvenega kritja, vendar pa pod enim pogojem, da je osnovni zdravstveni sistem, v katerem pač živijo v državi, ta seveda urejen. Pri nas, kot kažejo številni podatki, ki vam jih bomo danes prikazali, se bojim, da je ravno nasprotno. Hkrati pa se sam sistem čezmejnega zdravstvenega varstva, kot opažamo, zadnja leta predvsem izkorišča za poslovne namene. Torej, stiske ljudi, ki želijo priti do ustrezne zdravstvene storitve pravočasno, se izkoristi za zaslužke različnih posredovalnih agencij in tudi skozi različne poslovne prakse provizij ordinacij čez mejo. Dodatno nas je pa k današnji tiskovni konferenci spodbudilo tudi dejstvo, da smo pretekli vikend zasledili reklamo za zdravljenje v tujini kar na spletni strani RTV Slovenija, MMC-ja in pa tudi na poročilih na Valu 202, pri čemer to niti ni bilo označeno, da gre za oglasno sporočilo. V tem trenutku več 10.000 ljudi nedopustno čaka v čakalnih vrstah in pravzaprav so jim kršene ustavne in zakonske pravice do primernega in pravočasnega zdravljenja. Trenutna zakonodaja tem pacientom omogoča, da potrebno zdravljenje opravijo pri zasebniku v Republiki Sloveniji, kjer 100% plačajo iz svojega žepa, pri zasebniku v tujini, kjer jim je refundiran 100% delež plačila Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar še ne pomeni, da tudi za določene storitve, ki se pri nas ne doplačujejo, v tujini celo doplača, ali pa da čakajo nedopustno dolgo in tvegajo seveda poslabšanje svojega zdravstvenega stanja, kar neminovno tudi, če pogledamo iz stališča, ne samo iz stališča pacientovega zdravja, ampak iz stališča zdravstvenega sistema, kasneje pomeni večje obremenitve finančne za zdravstveni sistem, saj dobimo pacienta za napredovanimi oblikami bolezni. Pacienti v Republiki Sloveniji nimajo proste pravice izbire osebnega zobozdravnika, saj jim ga pravzaprav Zavod za zdravstveno zavarovanje omeji preko pogodbe ali preko koncesije. V tem trenutku je brez osebnega zobozdravnika okoli 500 000 ljudi v državi. To so Slovenci in Slovenke, ki redno plačujejo prispevke Zavoda za zdravstveno zavarovanje, a jim potrebnih storitev Zavod za zdravstveno zavarovanje pravzaprav na tak način ne zagotovi kot ostalem 1,5 milijona, ki so v mreži. Za Zavod za zdravstveno zavarovanje pravzaprav, če pogledamo, izvajalci izven javne mreže v Republiki Sloveniji, to so zasebniki, v Republiki Sloveniji ne obstajajo. Obstajajo za njih pa samo zasebniki, ki so v tujini. In če pogledamo, koliko je teh sredstev, povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji je 2427 evrov, to se pravi, da vsak prebivalec plača s povprečno plačo okoli 313 evrov prispevka za zdravstvo. Delež proračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje za zobozdravstvo znaša 3,75% oziroma okoli 150 milijonov evrov. In če to preštejemo na 500 000, se pravi za 500 000 zavarovancev, ki nimajo osebnega zobozdravnika in ne dostopajo do zobozdravstvenih storitev v javni mreži,
pomeni, da je zavarovalnica pobrala okoli nekaj manj kot 6 milijonov evrov prispevkov za zobozdravstvo mesečno, kateri niso bili porabljeni za zobozdravstvo. Letno pa to pomeni skoraj 71 milijonov evrov. Nas danes tukaj javno zanima, kam Zavod za zdravstveno zavarovanje plasira ta denar, ki je namenjen za zobozdravstvo, oziroma kako na to v bistvu gleda Ministrstvo za zdravje. Seveda, dejstvo je, da je najcenejše za vsako zavarovalnico, da se zdravstvena storitev pravzaprav sploh ne opravi, v tem primeru pa, da se opravi pri zasebniku v Sloveniji, kjer pravzaprav zavarovalnici ni potrebno vrniti stroškov zdravljenja. Javno zdravstvo v Republiki Sloveniji seveda ni enako javni mreži, ampak so to vse upravljene zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, ki omogočajo javno zdravje prebivalcev Republike Slovenije. Torej, to je glavni interes države in te storitve se upravljajo tako v javnih zavodih, kot pri koncesionarjih in tudi v zasebnem sektorju. Zakonodaja Republike Slovenije, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, trenutno omogoča, da z javnim denarjem plačamo zdravljenje tudi v tujini in sicer tako seveda dopuščamo odtekanje javnega denarja, ki je bil zbran na solidaren način v tujino. Najpogosteje, kot sami veste, spet najpogosteje na Hrvaškem, kjer polnimo seveda tuj proračun. Torej sistem že vključuje, naš zdravstveni sistem že vključuje sistemsko ureditev in upošteva vse vidike zdravstvenega varstva v tej obliki, ampak samo za storitve, ki so izvedene v tujini. Paciente, ki opravljajo enako storitev v Sloveniji pri zasebniku izven javne mreže, razumemo mi kot drugorazredne oziroma diskriminirane državljane, saj jim je odvzeta pravica do povrnjenja stroškov zdravljenja, ki jih lahko dobi nekdo drug za zdravljenje v tujini. Še bolj se pa nam zdi ta ureditev diskriminatorna zato do teh pacientov, ki nedopustno dolgo čakajo v veri, da bo v bistvu zdravstveni sistem za njih poskrbel pravočasno. Ne pozabimo tudi na tem pogledu na ranljive skupine. To so ljudje, ki nimajo teh vrlin in pa zmožnosti se znajti v sistemu, mogoče najti stran poti, kako pride do zdravstvene storitve. Njihovo zdravstveno stanje se vsak dan poslabšuje, ko čakajo v vrsti. Za zdravljenje v tujini pacient potrebuje samo napotnico, torej za specialistično storitev. In na področju zdravljenja, naprimer koreninskih kanalov in dlesni, se podobne storitve izvajajo tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju. Za samo razliko, da je specialistično zdravljenje bistveno dražje. Se pravi, ko zobozdravnik izda napotnico, omogoči seveda zdravljenje na sekundarnem specialističnem nivoju, to je seveda dražje. In namesto, da bi se ta storitev upravila pri nas po neki ceni, ki je manjša na primarnem nivoju, se upravi po dražji ceni v tujini. Ko pogledamo tele grafe, vidimo, da se zdravljenje v tujini bistveno povečuje, stroški zavarovalnice rastejo, predvsem zelo intenzivno po seveda koroni 2021, 2022, 2023. Kot bi tukaj rad upozoril, je to, da vidimo, da ortodontsko zdravljenje, to je ta krivulja, se je tukaj že nekje ustalila in vidimo, da v bistvu je nekje na 700 tisoč evri. Dočim endodontsko zdravljenje, to, ki je pa v porastu, pa se še vedno povečuje. In zato so stroški bistveno večji. Sam to bi te dopolnim. Na spletni strani so tudi podatki s številkami. Sprav, če gledate, prva novica je to, cela številka. Lahko pa povem, da lansko leto je bilo teh stroškov okoli 880 tisoč evrov, letos je 1 066 000. Lansko leto pa 1 066 000. Letos bomo videli, verjetno se bo s tem trendom seveda tudi povečevali. Kar je pomembno, je to, da v bistvu se razvija javna mreža v tujini. V tem trenutku imamo mi 5 ortodontskih programov na 95 v državi, se pravi, velik odstotek teh storitev se opravi v tujini.
in 2 cela endodonska programa, se pravi programa za zdravljenje korenin, se upravljajo v tujini, v državi jih imamo nekje 13. Se pravi, moramo se zavedati, da v bistvu v proporcu glede na patologijo pa pač potrebe prebivalstva so te deleži, ki se dogajajo v tujini, zelo visoki in skozi grafe vidimo, da pričakujemo to vrstno rast tudi v prihodnjih letih. Naj vam orišem, zakaj je to zdravljenje dražje kot pri nas na primeru zdravljenja koreninskih kanalov, kjer se seveda delež tovrstnih storitev bistveno povečuje iz leta v leto. Po oceni odbora za zobozdravstvo sicer Zavod za zdravstveno zavarovanje bistveno podvrednotil cene zdravljenja koreninskih kanalov, do te mere, da pri določenih zdravljenjih ambulante pri nas komaj pokrijajo materialne stroške. Zavod plačuje cene tukaj, ki so označene z modro v Republiki Sloveniji. Zahtevnejši primeri z večjimi kanali, kot so kočniki, se pogosto znajdejo na napotnici v čakalni vrsti za specialista ali v tujini, kjer dobi kolega iz razloga specialističnega zdravljenja tudi do 5-krat večje plačilo. Mogoče zanimivo je to, da smo včeraj slišali, da zdravniki imajo stavko zdaj rekordno najdaljšo. Mi smo na ta primer upozorili avgusta oziroma julija lansko leto in od takrat se te zobje več skoraj da ne zdravijo pri nas, ampak se pišejo napotnice, ker jih je nemogoče zdraviti. Se pravi, zahtevni primeri, kočniki, ki so se prej zdravili recimo na primarnem nivoju, po praviloma kolegi predpisujejo zdaj napotnice. Se pravi, od avgusta lansko leto. To se pravi, ta storitev pri nas bi bila lahko upravljena za bistveno manj denarja, ampak Zavod za zdravstveno zavarovanje ne priznava dejanskih stroškov zdravljenja kanalov, vendar v tem primeru računa na to, da pač pacient težje najde pot v tujino, kjer pa je sicer zdravljenje toliko dražje. Model tega izračuna je izrojen do te mere, da če vam opišem to, da specialist za material, ki ga porabi za to zdravljenje, dobi bistveno več denarja kot na primarnem nivoju. Za ta isti material, ki ga po isti ceni jaz ali on kupimo v trgovini. Torej, nekje materialne stroške ali zdaj preplačujemo ali pa so nekje bistveno podvrednoteni. Poudariti moram tudi to, da se na področju zobozdravstva v tujini, kot sem že večkrat povedal, se pravi, plačujejo specialistične storitve in ta faktor, kot vidite, je tudi do 5-kraten. V tem pogledu bi seveda bistveno ceneje te storitve opravili pri zasebnikih pri nas in ne sedaj kot pri zasebnikih v tujini. Se pravi, pri čemer pa moramo vedeti, da tukaj niti niso vkalkulirani stroški zapleta zdravljenja, ki se pa ponavadi potem rešujejo v javni mreži pri nas. Jaz moram poudariti to, da slovenski zobozdravnik ima vedno večji občutek, da Zavod za zdravstveno zavarovanje preferira hrvaške zobozdravniške stole pred slovenskimi. Ko beremo te modele, ko vidimo, kakšni so trendi. Vsaka zdravstvena storitev bi morala biti strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje plačana toliko, kolikor dejansko stane. In ta bi morala vključevati tako materialne, kadrovske, amortizacijske in prostorske stroške. Sedaj s tem seveda zdaleč ni tako in prihaja do hudih anomalij. Tudi do intenzivnega večanja deleža zasebnih zobozdravnikov pri nas, ker ne morejo več zagotavljati varne in kakovostne storitve za plačilo, ki jim nudi Zavod za zdravstveno zavarovanje. To so v anketi zobozdravniki povedali lansko leto v 78%. Anketa je bila narejena pri zdravniški zbornici, tako da v bistvu tudi izsledke te ankete lahko dobite potem pri Juretu. Zobozdravniki seveda verjamemo v javni zobozdravstveni sistem ter v univerzalno zdravstveno kritje, katerega cilj pa seveda ni zasledovanje profita, ampak ustrezno plačilo izvajalcev za izvedeno zobozdravstveno storitev v delovnem okolju, ki je primerno za leto 2023. In to tudi od nas pričakujejo pacienti. Po našem prepričanju pravzaprav Zavod za zdravstveno zavarovanje s svojimi modeli plačevanja zobozdravstvenih storitev počasi in potihoma privatizira zobozdravstvo v Republiki Sloveniji. Kako dalje? Bomo raje z denarjem
ki so ga vplačevali kot davek državljani Republike Slovenije za izvajanje zdravstvenih storitev na solidaren način, polnili hrvaški proračun in financirali njihove nove, bleščeče, velike in moderno opremljene zasebne medicinske centre čez mejo. Mislim, da ne in da v bistvu je nujno potrebna sprememba zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, da omogočijo pacientom zdravljenje, na katerega nedopustno čakajo v Republiki Sloveniji in hkrati jim omogočiti ustavno pravico po prosti izbiri osebnega zobozdravnika v Republiki Sloveniji. Se pravi tistega, ki ima podeljeno licenco strani Zdravniške zbornice Slovenije za upravljanje dejavnosti. Hvala lepa. Hvala. Bi pa kar prosil Martino Minker-Cankar, govornico specialistko čeljustne in zobne ortopedije iz javnega zavoda ZDO Ljubljana. Ona se predvsem srečuje z otroci in njihovimi starši, ki so pač v težavah in predvsem, če se odločijo za posege preko meje, lahko mogoče tudi najbolj predloži, kaj se potem lahko pripeti. Ja, na področju ortodontije je pravzaprav tako, da so prav vsi pacienti, ki čakajo na prvi specialistični ortodontski pregled v stiski. Če se odločijo, da bodo čakali v Sloveniji, je ta čakalna doba 5 let in več, kar pomeni, da je nekje pri 10 letih skrajna starost, da osebni zobozdravnik napiše napotnico, da se s tem računa, da bo prišel na vrsto za specialistično zdravljenje v Sloveniji. Iz tega razloga se seveda vse več pacientov odloča za zdravljenje v tujini in tudi ti pacienti so v stiski. Namreč ortodontsko zdravljenje traja 3 leta ali več in v tem času je pač treba obiskovati ortodonta, ki ni blizu. V času ortodontskega zdravljenja prihaja do številnih zapletov, pride do tega, da žice pri nesnemih ortodontskih aparatih pikajo, režejo v lica, odpade kakšen nosilec in iz takih razlogov je potrebno opraviti dolgo pot do ortodonta v tujini. Nemalokrat ti pacienti pravzaprav iščejo pomoč pri nas, so v stiski in prosijo za pomoč. Mi teh storitev z zavarovalnici seveda ne moremo obračunati, zato ker nismo s tem pooblaščeni z napotnico, opravimo jih bodisi samoplačniško ali pa vse večkrat pro bono. Tako da ti pacienti nimajo težav samo s tem, da imajo občasno težave zaradi bolečin in trenutnih težav, ampak tudi s samim zdravljenjem, zaključevanjem in nadaljevanjem zdravljenja. Velikokrat se zgodi, da ti pacienti iščejo v naših ambulantah drugo mnenje, ker bi se radi prepričali, ali zdravljenje poteka pravilno, v redu, ali je v skladu s tistim, kar pričakujejo. Tako da ni problem v tujini dobiti aparata, to dobijo hitro. Problem pa je nadaljevanje in zaključevanje zdravljenja. Moram povedati, da to smo že večkrat slovenski ortodonti povedali, da je slovenskih ortodontov dovolj. Da imamo trenutno 12 ortodontskih specializantov. To pomeni, da tudi za pomladek se nam ni treba bati. Problem je, ker nimamo dovolj programov. Zavarovalnica na našo pobudo pravzaprav v 5 letih ni razpisala več kot 4 nove programe, prosili smo jih vsaj za 10. Razpisujejo programe zgolj za nadomeščanje ortodontov, ki odhajajo v pokoj, medtem ko novih ortodontskih programov, ki bi reševali te stiske čakajočih pacientov, ne želijo razpisati. Namesto tega omogočajo zdravljenje v tujini. Na ta način se seveda ta sredstva, ki so pri nas solidarno zbrana v namen ortodontskega zdravljenja, prelivajo v tujino. Tam se plačujejo tudi davki in to je pravzaprav res narobe svet. Lansko leto je bilo teh sredstev že za 5 celih ortodontskih programov, pomoč je iskalo v tujini 755 pacientov, v primerjavi s prejšnjim letom, torej za letom 2022, je ta številka narastla. V letu 2022 je bilo za 2,74 programa, lansko leto že za 5 programov. Kako rešiti?
Ortodonti samo opozarjamo, prosimo, vendar pri zavarovalnici naletimo na gluha ušesa. Tudi ta novinarska konferenca je temu namenjena, da se mogoče vzpostavi en ploden dialog, da se stvari premaknejo in da se izboljšajo. To sem je želela povedati. Najlepša hvala. Zdaj pa prosil naprej Mateja Praprotnika, zasebnega dogovornika in tudi član odbora za zasebno dejavnost. Sam malo bomo še mikrofoni pogovarjali. Hvala. Redno? Prosim, kar izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, tako da se je zahvalil za ta odziv. Moj namen danes, in to zakaj ste bili povabljeni na novinarsko konferenco, ker smo na Zdravniški zbornici pač tako jasno zaznali povečanje aktivnosti s članki in oglasi, ki nekako aktivno spodbujajo državljane k čezmejnemu reševanju zobozdravstvenih problemov. Zdaj, ker zaznavamo in verjamemo, da gre za usklajeno akcijo agencij in ponudnikov v tujini, ki ponujajo tovrstne storitve, kot so posredovanje pacientov, urejanje dokumentacije za ZZZS, smo nekako bili dolžni odreagirati v javnosti in opozoriti na te morebitne pasti. Moje področje delovanja na Zdravniški zbornici je med drugim tudi zavajajoče oglaševanje. In ravno to je predel, malo pa mogoče specifika naše države, da kar dolgo časa pri nas oglaševanje v bistvu zdravstvene dejavnosti ali pa zobozdravstvene dejavnosti praktično ni obstajalo. Etični kodeks ga je celo prepovedoval, zakonodaja je to zdaj omogočila. Tako da do danes bolj kot ne je Zdravniška zbornica glavni fokus usmerjala bolj kot ne samo v zaveščanje strokovne javnosti, da pa se držijo nekega etičnega pa strokovnega informiranja javnosti in da se nekako izogibajo oglaševanju. Oglaševanje je potem nekako prispelo v našo državo iz tujine in zdaj bomo realni, ta oglaševanje se pojavlja tudi znotraj, se pravi tudi pri naših izvajalcih in je v tem pogledu vedno bolj agresivno. Se pravi tudi v Sloveniji. Ugotavljamo v bistvu, da ta neurejen zdravstveni sistem, pa zobozdravstveni problemi, ki se nekako kopičijo zaradi čakalnih dob, pa pač to agresivno oglaševanje še nekako pospešujejo. Zavedamo se, da sprememba recimo dopolnilnega zavarovanja, se pravi, to je bilo pričakovano, bo neke te stvari še pospešila. In do nedavno je tudi recimo nadzor teh oglaševalskih praks, agresivnih in zavajajočih, se pravi, je bil tudi pomanjkljiv nadzor, kar je zdaj Zdravniška zbornica naslovila in pričakuje v naslednjih dnevih, mesecih to bistveno bolj nadzorovati. Kaj je problem? Namreč v javnosti oglasi ustvarjajo vtis, da so zobozdravstveni posegi tudi invazivni, ki mi se zdaj pogovarjamo o ortodontiji, o premikanju zob, o kirurgiji, o endodontskih zdravljenjih, in to so vsi agresivni posegi. Z oglasi se pa ustvarja vtis, da je to nekaj enostavnega, nekaj kozmetičnega, nekaj, kar se celo nekako povezuje z recimo spa storitvami in to nekako pri pacientih vzbuja neka nerealna pričakovanja do zdravljenja. Zdaj, nerealna pričakovanja so pa predvsem škodljiva v primeru, ko pride do komplikacij. Zdaj, vse to nam pospešujejo digitalni mediji, namreč agresivno oglaševanje ali pa konstantno oglaševanje, ciljana publika, mladi, dejansko že otroci, so v bistvu nekako tarča tega kreativnega marketinga v zdravstvu in temu se praktično ne moramo več izogniti. Je pa nujna potreba, da se regulira. Namreč agresivni oglaševalci
sploh pa tujina, ki niso mogoče vezani nikakor na etični kodeks Zdravniške zbornice Slovenije, so v tem pogledu še agresivnejši. Namreč naši zdravniki so podvrženi določenemu nadzoru in se pač tega bolj redko poslužujejo. Zdaj, kaj je oglaševanje, predvsem izkorišča čakalne dobe kot motivator in je v osnovi zavajajoč. Zakaj? Ker v bistvu izkorišča strah pacientov ali pa recimo staršev mladih, ki ne potrebujejo ortodontsko obravnavo, to ga dam za primer, da v bistvu jih zavaja, da v lastni državi zobozdravstvenih težav sploh ni smiselno ali pa ni možno reševati na tak način, se preko agencij jih usmerja aktivno v po možnosti čezmejno reševanje problemov, kar je lahko škodljivo, ni nujno. Ni za zanikati, da k temu vse seveda negativno vpliva tudi stanje našega zdravstva. Konec koncev to nezaupanje v javnosti, ki ga nekako zdaj producira tudi stavke. Ampak danes v bistvu sporočamo tudi na Zdravniški zbornici, da ne obsojamo pacientov, da izberejo zase najboljšo rešitev. In verjamemo, da lahko prosto odločajo, kje in kako se bodo zdravili, če tudi ta rešitev pomeni tujina. Ampak ostro pa obsojamo recimo odločevalce, s tem mislim predvsem politiko in ZZS, ki so v bistvu z nesprejetjem pravih ali pa ustreznih zakonskih podlag ljudem ponudili tako slabe sistemske možnosti, da se jim zdi, da je zdravljenje v tujini njihova najboljša varianta. Tako da na to pač moramo opozoriti, namreč ta področja so ortodontija, endodontija, protetika, kirurgija, se pravi, to so področja, kjer je pri nas zaradi, kot so že kolegi prej omenili, zaradi omejenosti v programih pomeni, da več kot toliko zavarovalnica ne plača, so nekako primorani iskati storitve pri zasebniku. Žalostno je, da pri zasebniku v tujini, ne pri zasebniku v lastni državi. Zdaj, to, kar je ključno, da vam orišemo, kaj sploh zavajajoče pomeni. Namreč o tem se čisto premalo pogovarjamo in namreč zbornica stoji na stališču, da bi mogla biti oglaševanje zdravstvenih storitev bistveno drugače reguliran kot katerakoli druga dejavnost, ki se oglašuje. Namreč poznamo zakonodajo, kakšna je za oglaševanje vseh drugih tržnih produktov ali storitev, medtem ko zdravstvena je zelo enostavno zavajati, brez da bi potrošnik mogoče sploh zaznal, da gre za zavajanje. In na tem področju smo tudi sprejeli oziroma smo se že sestali z inšpektoratom, zdravstvenim inšpektoratom in tržnim inšpektoratom, ki take stvari obravnavajo in potem tudi sankcionirajo. V prihodnje lahko pričakujemo, da se bodo te stvari bistveno bolj rigorozno obravnavale. Namreč zavajanje je enostavno. Jaz sem tukaj vam novinarjem sem dal neke oblike oglaševalskih recimo ali pa nekih oglasov. Zdaj, da boste lahko ločili, eno je oglas, eno informiranje. Zdravniki, zobozdravniki pa izredno spodbujamo, da se čim več v javnosti govori o zobozdravstvenih ali pa zdravstvenih temah, ampak na način, da se informira, ne na način, da se zavaja. Medtem ko oglasi enostavno zavajajo, lahko preberemo recimo sploh en čezmejni, ena klinika čez mejo obljublja, da vam bojo popravili vse zobe, medtem ko spite. In še to naredijo v enem dnevu in brez bolečin. Namreč to je všečno, pacienti si tega želimo, dejansko želimo verjeti tudi v to idejo, da je to možno, ampak oglas v tem pogledu nič ne govori o možnih komplikacijah, nič ne govori o tem, da to ni spanje, ampak je da splošna anestezija. Splošna anestezija ima svoje komplikacije, se pravi, če zanikajo bolečino med posegom, ne govorijo o bolečini po posegu, se pravi, ne govorijo o težavah, o teklinah, neobčutljivostih obraza. To je recimo samo tako, da si lahko predstavljate, na kakšen način oglas lahko zavaja v tekstu, lahko zavaja v slikah. Namreč slikovni material v medicini je izredno zavajajoč,
Lahko je prikazati recimo en bel cirkonski implantat, lep, in drug kovinski, titanijev krvav. Namreč to za pacienta, za vas kot laika je to enostavna izbira, boste vzeli enega tazga belega. To je nekaj, kar preprosto ne bi smelo se pojavljati v oglasih in zavaja že samo sliko. Namreč, ko sem omenil, da se izkorišča stisko pacientov, recimo desna slika prikazuje mlado dekle, ki je vsa vesela, da bo prišla k ortodontu na napotnico in to takoj, izkorišča stisko mladih oziroma staršev mladih, da ne morejo v lastni državi rešiti problema. Jaz sem že doživel pacienta oziroma starša, da se mi je opravičil, ker se je odločil za hrvaško kliniko, kar je pač malo žalostno. Namreč, ko govorimo, nismo izvajalci tisti zobozdravniki, ki ne želimo zdraviti pacientov ali pa namenoma ustvarjamo neke čakalne dobe, tako kot se včasih v komentarjih bere, ampak preprosto pacientom ni predstavljena možnost, da lahko tako stvar uredijo tudi pri zasebniku v državi, če bi za to zdravstvena zavarovalnica povrnila stroške. Se pravi, eno od teh zavajajočih recimo tudi obljube, ki niso realne. V javnosti boste zasledili, uredite svoje zobe zavedno. Doživljenjska garancija. Doživljenjska garancija, naj tukaj povem vsem, ne obstaja. Obstaja doživljenjska garancija na implantat, ne pa na storitev. Se pravi, vi dobite lahko strošek implantata, ne pa vse, kar je povezano s tem, kar je pa po možnosti več kot 80% stroška, ali pa še več. Tako da to oglas, ki recimo nekaj tazga ponuja, zavaja v osnovi. Oglasi, recimo, kjer povezujejo zdravstvene posege z rakavimi boleznimi, je klasičen način strašenja in tega je nešteto. Navajanje nekih medicinskih podatkov, ki sicer v resnici držijo, ampak predstavljajo za paciente nek strah, so tudi zavajanje. Zdaj, to je zvok, ki... Znate li da u 24 sata možete imati potpuno novi osmijeh? Bezbolno, brzo i efikasno. Svi potrebni postupci u jednom zahvatu sa potpunom anestezijom. Dobro jutro! Dok vi spavate, mi radimo. All in one by IMED. Zdaj, gre za en simpatičen oglas, ki v bistvu prikazuje vso kreativnost oglaševalske agencije in se nam kot družbi, ki smo majčkeno inducirani, zdi že kar zanimiva in se bomo mogoče zaradi tega nekaj takega odločili. V resnici, ko pa to strokovnjaki gledamo, je pa to izključno zavajanje. Namreč, kot sem pojasnil, lokalna anestezija in nekaj drugega, splošna anestezija se ne uporablja za zobozdravstvene posege, če to ni res nujno potrebno. Če se to v javnosti prikazuje kot trend, kot nekaj, kar želimo ustreči pacientom, je to na koncu škodljivo za paciente. Da ne bo tako izgledati, da mi strokovnjaki jamramo, da tega ne znamo. Tudi jaz lahko javno povem, da ne znam, niti ne morem pacienta spraviti v splošno anestezijo, ampak ali to pomeni, da je to res potrebno? Ni. Tako da področje oglaševanja je nekaj, kar zabriše mejo med realnostjo pa pač oglasom. In ker dejstvo je, da so možni zapleti, to vsi vemo, zapleti so možni ali v tujini ali v Sloveniji, pa zobozdravniki pri tem pred to odgovornostjo recimo ne bežimo. Ključno je, da to pacientom tudi vnaprej predočimo, se iskreno o tem pogovorimo, jih informiramo. Če pa zgodbo odnosa med pacientom in zobozdravnikom začnemo obratno, da jim obljubimo vse, pa potem nazaj se vlečemo, da ta komplikacija je nekaj posebnega, se tle izgublja zaupanje, pacienti praktično ostanejo nekje vmes, to pa jaz vidim kot problem tujine, izguba zaupanja do nekega strokovnjaka, potem paciente pahne v situacijo, ki iščejo nove rešitve, iščejo jih znotraj javne mreže, iščejo jih znotraj zasebnikov v Sloveniji po možnosti pol tudi, ampak vse to pripelje do izgube časa, čas, ki je potem
vse prej kot dober za zdravje, namreč se poslabša zdravje v tem času in pa seveda neki stroški, ki so pa še dodatni ali pa še nepričakovani. Tako da ta stiska pacientov včasih pozabljena in zelo redko tudi o tem spregovorijo. Hvala, mi smo tudi pripravili 2 praktična primera, pa mogoče tudi zelo in pa vmeste mikrofoni še telovadno. Jaz sem bil na Madžarskem pri zobozdravniku, neke bolečine sem imel in sem prišel pa zobozdravniku, to mi je najprej poslikal zobe z rentgenom, to mi je takrat pogledal, pač mi je nekaj samo povedal in ko sem šel domov, mi je pač sem mogel plačati rentgen, 50 ali 60 evrov, pa so mi dali račun, češ da dobim v Sloveniji vrnjeno in to so mi pri nas vrnili. Ja, mislim, da ni pošteno, ne. Pač imam to, jaz sem pri nas zaspanec, bilo mi je obljubljeno, pri nas imam enostavno zavrnjeno, ne. Ne vem zakaj. Glede na to, da sem star 59 let, imam skoraj 40 let delovne dobe, ne, in tudi cel čas plačujem. To je en primer, zelo težko je prepričati ljudi, da o tem govorijo, no, zato smo tudi popačali glas. Zdaj pa v bistvu smo tudi probali, posneli dejansko eno od teh agencij, kako poteka pač posredovanje teh storitev v tujini. Dober dan. Mene zanima, kako vi lahko uredite endodonte na Hrvaškem. Lahko vam pomagamo v Zagreb. Mi uredimo storitev, torej v Zagrebu imamo specialistično ambulanto, s katero sodelujemo in potrebujemo pa od vas napotnico in sliko zoba, ki ga posredujemo specialistu endodontu in on seveda potem na osnovi te slike in napotne diagnoze pogleda, kaj je izvedljivo od tega oziroma kaj lahko naredi in tudi eno približno, torej bomo rekli 90% cena, koliko bi stalo, ker vi namreč storitev plačate na lico mesta, potem se naredi zahtevek za Zavod za zdravstveno zavarovanje za povračilo stroškov zdravljenja. Torej vse to, kar vam pripada po napotnici v Sloveniji, to boste dobili vračilo stroškov, ne pridete. Ja, kaj pa, vi tudi mi kaj zaračunate? 70 evrov plus DDV je pa priprava za vračilo stroškov strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. To je vaš strošek, tega ne vračujejo, tudi potni strošek in parkirnina je vaš strošek, to se tudi ne vrača. Skratka, to je že kar posloven model postal, no? Vse ne imate, tla še kaj za dodati? Mislim, ja, vidim imaš mikrofon. Ja. Ne, se gremo pa pol. Mislim, da bo... Gospod Simona Marko je odvetnica, ki ima izkušnje pri uveljavljanju pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, no. Tudi zato smo jo v bistvu prosili, da mogoče malo pojasni, kakšni so te postopki, s katerimi se v bistvu srečuje v svoji praksi. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Moj prispevek k že danes predstavljeni vsebini bom poskušala opredeliti in osredotočiti predvsem na tveganja pacientov, s katerimi se soočajo in posledice, ki pri tem nastanejo, kadar so v stiski in kadar na območju naše države na podlagi temeljne ustavne pravice dostopa do zdravstvenega varstva, le te nimajo zagotovljene, tako kot določajo zdravniški standardi in merila. Seveda pacient, ko je v stiski, se bo odločil in bo iskal rešitve, kako dostopati do čimprejšnje zdravstvene storitve. Na območju Republike Slovenije smo že poskusili v praksi vpeljati različne modele. Seveda so se pacienti tudi odločili v primeru nerazumno dolgih čakalnih dob izvesti, naročiti storitev pri zasebniku, torej izven
pacient odloči, da samovoljno in zavestno vstopi na področje zasebnega zdravstva in izstopi iz javne mreže, postane samoplačnik. To pomeni, da rešitev za danes že izpostavljena tveganje je samo in izključno v spremembi zakonodaje. Ti poskusi so bili že večkrat izvedeni, že po mojem vedenju vsaj 3 leta nazaj, prvi poskusi nedavno, nekaj mesecev nazaj, ponovno predlog spremembe zakonodaje, ki bi omogočal pacientom, da se za vključitvijo tudi vseh razpoložljivih zdravstvenih kadrov v Republiki Sloveniji jim zagotovi pravica dostopa do zdravstvene storitve, torej tudi na področje zasebnikov, takrat, kadar je za njihovo zdravstveno storitev izkazana prekomerna oziroma nedopustna čakalna doba. Pa tudi v tem poskusu ta zakonodajna sprememba ni bila podprta. Seveda, posledično temu je za pričakovati, da se bodo pacienti v svoji stiski po dostopu do zdravstvene storitve še žal naprej posluževali tudi nekoliko bolj tveganih praks, kot smo jih danes že slišali in so bile predstavljene. Primeri nekorektnih, zavajajočih oglaševanj, ki so bili prej predstavljeni s posameznimi konkretnimi slikami, dejansko tvorijo okvir tistega tako imenovanega nedovoljenega zavajajočega oglaševanja, kakor ga tudi definira zakon. Tako da, če pogledamo, soočeni smo bili s tipičnimi primeri zavajajočega oglaševanja. Da pa je zadeva še toliko bolj mogoče pomembna ali pa alarmantna, pa kaže tudi to, da tovrstna oglaševanja se ne izvajajo samo čez mejo, ampak žal tudi znotraj našega slovenskega prostora. Namreč po pregledu spletnih strani oglaševanj večjih agencij, ki so se specializirale za napotitev pacientov na zdravljenje čez mejo, je prepoznati elemente zavajajočega oglaševanja. Ne samo, da je prepoznati, da ponujajo zelo hitro, torej takojšen dostop do zdravstvene storitve, kar je zaskrbljujoče, je, da obljubljajo takojšno ozdravitev in da ponujajo možnost povračila storitve stroška zdravljenja, kar pa v praksi ni nujno, da se vedno izvede in realizira. Zdaj izpostavila bi mogoče trenutno najbolj perečo temo, konkretno storitev operacije sive mrene, zamenjavo leče. V tem trenutku je odprtih več 10 primerov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ko je prišlo do zavrnitve zahtevka povračila stroška zdravljenja. Razlog je v tem, da pacienti so bili napoteni v tujino z vedenjem, s pridobljeno informacijo, da bodo pridobili povračilo stroška zdravljenja, pa vendar naše zdravstveno zavarovanje krije operacijo storitve sive mrene z zamenjavo leče, torej enožariščne leče, tukaj pa je šlo za opravo storitve z večžariščno lečo, kar pomeni druga vrsta postopka, drugačen postopek zdravljenja in zdravstvena zavarovalnica to vrstne storitve ne priznava kot storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da vse te paciente čaka dolga sodna pot in pa seveda na koncu vprašljiv uspeh. Zdaj na eni strani se seveda soočamo s problematiko zavajajočih informacij, ki se pojavljajo v oglasih. Te se nanašajo, kot sem že povedala, hitra storitev, ozdravitev, povračilo stroška zdravljenja. Nihče pa ne izpostavi možnih zapletov, torej govorimo pa o tako imenovanih zavajajočih opustitvah. Noben oglas, ne čezmejni, ne oglas agencij znotraj naše države ne ponuja razlage, kaj pomeni in kakšne so posledice, kadar pride do zapleta ali kadar pride do strokovne napake. Tukaj moram opozoriti, zapleta ne moremo enačiti strokovno napako. Zaplet je nekaj, kar je pričakovano, kar je predvidljivo in nekaj, česar ni mogoče preprečiti in je posledica izvedbe strokovne storitve, ki je lahko strokovno popolnoma neoporečna. In v takih primerih ne more pacient uveljavljati pri izvajalcu nobene strokovne napake, nobene reklamacije storitve, ampak edina pot, ki mu ostane, je ali, kot smo že danes slišali, samoplačniška storitev, bodisi pri izvajalcu, kjer je
prvotno storitev opravljal, to pomeni za pacienta ponovno pot čez mejo, potni stroški, morebiti tudi nastanitveni, bodi si samoplačniška storitev na območju Republike Slovenije ali celo kakšna možnost pro bono storitve, kadar je zobozdravnik pripravljen pacientu na tak način tudi pomagati. Zato je problematika na mestu. Rešitve, ki jih vidimo, so pa seveda nujne v zakonodajnih spremembah in temu se nadejamo, da bo politična oblast in pa zakonodajna veja oblasti pristopila in prisluhnila potrebam pacienta in zagotavljanju tiste temeljne pravice, to je dostop do zdravstvenega varstva. Te smo pa bili zelo izčrpni, mislim, da smo sklenili to, zdaj pa seveda še kakšno vprašanje na to temo, no, če ne bi pa pol, na amalgam bomo pa pol še vločili, tako da, kar izvolite. Lepo. Torej, največja težava so tukaj dolge čakalne dobe. Kako bi lahko, na kakšen način mislite, da bi to lahko rešili, verjetno, če bi ljudje, pacienti prišli pravočasno na vrsto k specialistom v Sloveniji, zagotovo se ne bi odpravljali na pot v tujino in si nekako tudi, to je dodaten in strošek in obremenitev za vsakega pacienta, verjetno bi se vsak odločil za slovenskega zobozdravnika, specialista ali kakorkoli. Že na kakšen način bi se po vašem mnenju to lahko rešilo, je tukaj spet problem zakonodaja in zaenkrat toliko, no bom pol še. Ja, kot je gospa Marko omenila, je zato potrebno spremeniti zakonodajo. Kot sem pa sam omenil, na koncu vidimo rešitev v tem, da bi v bistvu vsak pacient si lahko izbral katerega koli zobozdravnika v Republiki Sloveniji z veljavno licenco. Mi ne predlagamo ali pa ne negiramo obstoječi sistem, samo razširitev, se pravi zobozdravnikov in ortodontov v Sloveniji je dovolj, vendar zaradi razlogov, ki sem vam jih naštel, nekateri ne delujejo več v javni mreži in so v zasebništvu. In če mi skušamo skrajšati nedopustno dolge čakalne dobe, je verjetno smiselno, da najprej rekrutiramo vse kadrovske vire, ki jih Republika Slovenija ima na svojih tleh, in to je pač vključitev tudi zasebnikov v sistem javne mreže na način, da se ali se te storitve pač refundirajo ali se direktno plačuje strani zavoda, ampak z drugo filozofijo v tem trenutku v center postavimo potrebe pacienta. Se pravi, to, kar poslušamo neprestano, da želimo v center zdravstvenega sistema postaviti pacienta, in ja, to je po moje rešitev. Za pacienta, ki je prizadet, ki je bolan, ni važno, v kakšnem sistemu in na kakšen način je zaposlen zdravnik, medicinska sestra, karkoli. On išče v bistvu rešitev za svoj zdravstveni problem. To vse ostalo, za katerega v bistvu pa je zavarovalnici plačeval premijo, da mu bo to omogočila čez toliko let. Videli smo pacienta, ki je rekel, da je 40 let plačeval v blagajno in da je na koncu razočarano odkril, da rentgenske diagnostike ni mogel dobiti povrnjene. Mi se zdaj ukvarjamo v bistvu s tem, s pravili administriranjem, kako pravzaprav na nek način razdeljevati denar iz te blagajne, namesto da bi gledali pacienta in njegove potrebe. Kako organizirati kadrovske vire v Sloveniji okoli pacienta, ne pa da pacient išče posamezne rešitve. Torej, tukaj s prstom kažem tudi na zavarovalnico, da namesto, da podpre slovenske zasebnike, nekako denar v žep daje. Tukaj ne gre za podpiranje zasebnikov, tukaj gre za iskanje rešitev za težave pacienta, če me razumete. Zasebniki v Sloveniji imajo svoje ambulante, svoje paciente, izvajajo storitve. V bistvu pacienti pa obstajajo, ki ne pridejo do storitev, za katere so plačevali v neko javno blagajno davek. In v bistvu ne na tak način v bistvu bi zasebnike vključili, se pravi kadrovske vire za paciente, ki iščejo storitve, če me razumete. Mesto prav plastično v povzetku. Mogoče je, da pojasnim en ta del. Se pravi, zasebniki jaz sem zasebnik recimo, zasebniki v Sloveniji že delujemo, se pravi, imamo že oblikovano prakso in k nam redno hodijo pacienti.
Se pravi, s tem, ko bi država spremenila zakonodajo, in bi pacientom povrnila stroške, če hodijo v zasebniku, ne bi zasebniki ne bi pridobili nobenega novega posla. Če razumete, mi ne bi zaradi tega več delali, ampak samo tistim pacientom, ki že hodijo k nam, bi lahko povrnili stroške, oziroma bi mi bili cenejši za njih, in pacienti bi končno dobili v bistvu tiste pravice, ki jim pripadajo. Se pravi, ne govorimo, da bi mi želeli sistem tak, kot je že v redu. Se pravi, mi vsi delamo, zasebniki in v javnem sektorju delamo. Problem je samo, da je pacient tisti, ki dobiva neke slabe izbire, ne more izbrati zasebnika, ki bi, se pravi, da bi mu opravil javno pripadajoče se storitve. Torej, cilj je razširiti mrežo, ki bi pacientom olajšala. To zakonodaja, čezmejna zakonodaja dejansko to dela. Problem je samo, da mi na lastni državi nismo bili sposobni lastne zakonodaje spremeniti na tak način, da bi znotraj lastne države uredili državljanom neko pravico. To je tisto, kar mogoče očitamo odločevalcem, in to je tisto, kar pač bi si zaslužili naši pacienti. Jaz bi imela še eno vprašanje. Koliko zobozdravnikov pa deluje v javni mreži in koliko je zasebnikov? Zdaj bom govoril o okvirnih številkah, natančne vam bo sigurno posredoval Jure iz registra, ampak število zasebnikov se v zadnjih letih bistveno povečuje, mislim, da zdaj številka presega čez 350, koncesionarjev je okoli 600 in pa javni zavodi imajo tudi to številko okoli 600. Zdaj še eno vprašanje, in sicer, a se vam ne zdi, da gre tukaj tudi, če bi dejansko zavarovalnica plačevala storitve zasebnikom, da gre tukaj pravzaprav za privatizacijo, ker je potem pričakovati, da bo šlo toliko več ljudi v zasebništvo? Ne, v bistvu mi tega pravzaprav ne vidimo. Mi gledamo iz stališča pacienta, ki išče rešitev za svoje zdravstvene težave. On jo dobi zdaj v javni mreži, ampak ker je ta v bistvu kot taka zasedena, jih želi iskati tudi zraven, ampak to ne pomeni privatizacije, to pomeni, da opravi javno zobozdravstveno storitev, za katero plačuje zavarovalnici. Še vedno bo zavarovalnica tista, ki bo plačala storitev. Ne bo on plačeval storitve iz žepa in sedaj, ko nima dostopa do zobozdravstvenih storitev, plačuje iz žepa. In na to smo že opozarjali, da tak sistem poganja privatizacijo, ker na ta način v bistvu zasebniki izstavljajo seveda račune za upravljanje svojih storitev, ampak pacienti od tega ne dobijo nič nazaj iz javnih sredstev, kamor so vplačevali. Recimo, na tem mestu bi tudi jaz, mogoče bi prav komentiral, a ste to slišali? Komentiral besedo privatizacija. Kaj je v osnovi, jaz sem mnenja, da je ta beseda najbolj zlorabljena, poleg čakalnih dob v medijih, zato ker si jo želimo na nek način razlagati. Kaj privatizacija, po mojem mnenju, se dogaja ves čas in to najbolj pospešeno v času, ko pač slabo deluje javni zdravstveni sistem. Zdaj, to je glavni poganjalec, zakaj sploh zasebniki obstajamo. Namreč, ker obstaja resna potreba, da se storitve rešuje na drugačen način. Zdaj, drugo je pa, se pravi, privatizacija se dogaja ne glede na to. Zdaj pa, politika je pa tista, ki bo mogla odločiti, ali bodo pacienti lahko prišli do javnih storitev, kjerkoli. Se pravi, mi ne govorimo, ali je potem na koncu pomembno, ali je to pri zasebniku, ali je to v javnem zavodu. Če nas skrbi za to, da bojo propadli javni zavodi, to je pa recimo, da strah politike in jaz mislim, da neupravičen. Javni zavodi se bojo mogli organizirati na tak način, da ne bodo propadli. Mi zasebniki nismo konkurenca v smislu, da se nas slabijo pa. Pacienti odločajo, kakšne storitve si želijo. Ja. Jaz sem pri zasebniku v Hrvaškem naredila operacijo, plačala iz lastnega žepa. Jaz sem pri zasebniku v Sloveniji na eni operaciji, plačala iz lastnega žepa. In jaz sem na 3 operacijah v stomatološki kliniki, na katero sem prišla po naključju, oziroma po spletu naključij.
in če ne celo mogoče malo povezati. Še danes imam eno operacijo, ki jo bom mogla narediti in mene zanima, oziroma se bom kot potrošnica, oziroma pacientka, odločila, kam bom šla in seveda odločitev bo odvisna od cene. Ena varianta je, da grem na Hrvaški spet, druga varianta je, da grem na stomatološko. Ne vem, če bom tam sploh dobila termin, zaradi tega, ker vsi zobozdravniki, ki so me do zdaj obravnavali, so dopoldne na stomatološki, popoldne imajo pa svoje zasebne, privatne ambulante in me seveda želijo v svojo privatno ambulanto. In tretja, se pravi, imam 3 variante, Hrvaška, stomatološka ali zasebna. Mene zanima, kdaj boste, oziroma mislim, da se nismo zelo pomembnega vprašanja dotaknili, to so cene storitev. Kdaj boste postali bolj konkurenčni? Zasebniki, ne če grem primerjati Hrvaško ali pa Slovenijo, se bom verjetno odločila. Tukaj je v bistvu tako. Ne, sej to je... Jaz moram poudariti to, da pri nas imamo tudi zasebne ambulante, ki imajo podobne cene kot na Hrvaškem in na Hrvaškem obstajajo tudi tako zahtevne ambulante, ki imajo mogoče zahtevnejše cene kot pri nas. To je odvisno na kakšno ambulanto, z kakšnimi kadri, s kakšno opremo dejansko potrkate in pač kako izkušen terapevt tam izvaja določene storitve. Tukaj je pač na trgu resnično razlika od do. Zelo težko sodimo, da so res vse storitve na Hrvaškem tako zelo ugodne, predvsem iz stališča, če gledamo, da so ustne bolezni nenalezljive bolezni, kronične bolezni. To pomeni, da vi ustnih bolezni ne pozdravite z enkratnim obiskom, ampak ste pacient, ki boste celo življenje imeli to bolezen in bo treba to nadzirati in jo neprestano spremljati. In iz tega stališča, in kar so kolegi tukaj opozorili skozi to zavajajoče oglaševanje in pa sam sistem, želimo opozoriti, da pacienti so bistveno bolj varni pri opravljanju tovrstnih storitev v Republiki Sloveniji, kajti slovenski zobozdravniki so podvrženi seveda številnim nadzorom, številnim regulativam, ki jih predpisuje naša zakonodaja. Vi ste izobraženi, sposobni, znate poiskati stvari, ste informatizirani zelo dobro. Imamo pa ljudi, ki pač sodijo v ranljive skupine, ki jih je potrebno skozi zdravstveni sistem voditi, usmerjati, ki nimajo zadosti sredstev, da bi se mogoče znašali, in potem padajo na trike takih oglaševanj in pač končajo na Hrvaškem, ker je to ugodneje, ker je to trendi in tako naprej. Zdaj, v zdravstvenem turizmu se pogosto poudarjajo in prodajajo specifične določene zdravstvene storitve, kjer ste obravnavani več ali manj lahko, dajmo reči, umiljeno po tekočem traku, kjer se točno ve v tistem trenutku, kaj se naredi, kako se ga oblikuje zdravljenje. In pač je cena, ko vi delate, se pravi, več to istovrstnih storitev, potem manjša. Ne ukvarjate se z zapleti, ki jih morate predvideti v svoji ceni. Poznam primere, kjer določene klinike vnaprej podpisujejo s pacienti pogodbe o sodelovanju, kjer sebe izključujejo kot, ne moram reči, da to baš kar ne poznam, ampak poznam klinike, ki na ta način to tudi počnejo. In v bistvu tukaj potem gledamo, zakaj so nekateri lahko bolj konkurenčni in drugi pač manj konkurenčni. Seveda na ta način, ko nimamo neke državne regulative, pa nekega javnega ustvarjanja, se pravi neke javne košarice storitev, ki bi bila dostopna vsem, potem se ustvarja, tako kot je kolega povedal, trg zraven. In v bistvu ta trg zraven posluje, se pravi, tudi na način, da išče poslovne modele, kako biti uspešen. In to žal tako je. Ampak
To se pa... Če mi lahko odgovorite, a bomo lahko šli, se pravi, tisti, ki moramo v Sloveniji plačati, implantat, recimo izsadek oziroma neko operacijo, do cenejših storitev, ali bojo šle te cene samo in bomo počasi razumeli. Vse tukaj gre za implantati, so v vsakem primeru plačljivi. Mi se v bistvu samo konkurenčne so pogovarjamo, cene. ja, konkurenčne so samo cene. Mi se pogovarjamo o storitvah, za katere pač zavarovalnica vrne stroške. Ne motim vzeti res. Ne, sej nisem jaz vam lahko odgovorim, pač trend, zdaj, ker ste me vprašali, če bojo storitve zdravstvene ali bo zdravstvene v tem primeru s časom, kaj je cenejše. Ne. Cene v zdravstvu se ne manjšajo, kot se recimo v nekem potrošniškem svetu, kjer se lahko neke stvari da na tekoči trak. Zdravstvene storitve vse posod v svetu se dražijo, tako da ni pričakovati, da bo zdaj zaradi pritiska ali pa zaradi storitev stvar konkurenčnejša ali pa nižja cena. Vi ste primerjali recimo Slovenijo pa Hrvaško, ampak če primerjamo Slovenijo pa Avstrijo ali Slovenijo, boh ne dej Švico ali pa še više, smo mi izredno nizko na lestvici cenovni. Tako da zdaj konkurenčnost znotraj ene države je, ali pa recimo razlike v ceni znotraj ene države so lahko, kratko malo rečemo, da izredne razlike, kaj šele, če jih primerjamo med državami in kaj šele, če primerjamo klasično zobozdravstvo z dentalnim turizmom. Spravi, tukaj ne moramo na tak način, jaz vam na tak način ne znam odgovoriti. In konkurenčnejše cene, na neki točki so lahko odraz optimizacije dela, na drugi strani so pa lahko odraz zmanjšanja kvalitete. Zdaj, zdravniška zbornica skrbi za to, da so stvari strokovno opravljene, v naši državi je standard zelo visok, tako da za druge države jaz ne bi govoril, namreč tudi zdravniška zbornica nima nobenih pristojnosti